moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Surom. Znova je tema leto 2026. In sicer se bomo danes pogovarjali o obilju, o uspehu, kaj se nam se pravi obeta v novem ciklu človeštva. Meni je tako lepo, ko vidim, da tudi osebe, ki mogoče ne dajo veliko na numerologijo ali pa ne vejo veliko o numerologiji, govorijo o tem, da stopamo v nov cikl človeštva. Tako mi je lepo videti, kako numerologija kot veda dobiva neko prepoznavnost in neko mesto tudi v vsakdanjem življenju. In vam iskreno povem, tudi sama se veselim, da se ta cikl, iz katerega gremo, zaključi, konča, da gremo v malo bolj normalne energije. Bom pa tako rekla, ne, miru ne bo. To ne pomeni, da 1.1.2026 se bodo odprla ogromna vrata in bo vse fino, fajn, nekje pa, ampak končno gremo v konstruktivne energije. Torej, končno gremo v energije, ki nekako znova gradijo. Seveda bodo neke stvari še razpadale, nekatere stvari, odnosi, načini delovanja bodo še imeli svoje krizne trenutke, ampak načeloma končno stopamo naprej. V današnji oddaji bomo zato pogledali, glede na seštevek vašega rojstnega datuma, kje, kako vas čaka uspeh in glede na vaše osebno numerološko leto, katera področja so tiste, ki so v ospredju in kaj so tiste smernice, ki so najbolj ključne za vas. Zdaj, čisto na hitro. Numerologija črpa svoje podatke iz črk imena in priimka, kot smo se rodili, se pravi, imamo 5 osebnih števil, seštevek rojstnega datuma je samo eno izmed teh, temu rečemo število življenjske poti, in razkriva naše talente, darove. Definitivno razkriva, kje nas čaka uspeh v življenju. Se pravi, če že imate svojo osebno numerološko analizo, pojdite pogledat, kaj vse tam piše, kje nasvete imate, kje vas čaka uspeh, kako in zakaj mogoče se neke lekcije pojavljajo. Torej, 2026 bo definitivno prineslo kar nekaj lekcij. Prva bo seveda odnosi. Šestica na koncu je tista, ki bo postavila v ospredje znova bolj ženstveno energijo. Na preprost način povedano takole, dragi moji, kolikor boste vi cenili sebe, tako vas bodo ocenjevali, cenili, spremljeni, z vami ravnali drugi. Se pravi, če ste poceni, se bodo z vami obnašali, kada ste poceni. Bodimo iskreni, če naročimo neko, ne vem, bižuterijo na Temuju za 1,20 €, nam ni neki zdaj zelo hudo, če smo jo pozabili, da dol iz rok, ko smo roke umivali, avto prali, ne vem, posodo pomivali. Če imamo na sebi Swarovski, s katerim tudi naj ne bi glih glancali, nam ni vseeno, je tako. Se pravi, dragi moji, kje v življenju ste tako zelo popuščali, da ste kar malo na popustu? Več o tem bomo govorili v oddaji, ki se bo osredotočala na odnose, definitivno pa je odnos, ki ga mi gojimo do sebe. Tisti, ki v resnici določa našo lastno vrednost. Ne okolica, ne mnenje okolice, ne naši starši, ne kaj nam je kdo kdaj rekel, ne kaj se nam je kdaj ponesrečilo, ampak mi, odnos, ki ga mi gojimo do sebe. In tisti, ki mi sledite že dalj časa, dobro veste, da jaz ne maram besede vrednost. Vrednost gre lahko v minus, kot naše stanje na bančnem računu, torej dragocenost. Prva popotnica za leto 2026 je, da se vi do sebe obnašajte, kot da ste dragoceni. Kar pomeni, da boste tudi do sebe ravnali bolj skrbno, za nekateri bo to bolj zdrav način življenja, za nekateri bo to tudi malo bolj skrbna matematika, koliko denarja na koncu meseca v resnici namenimo Temuju in podobnim platformam, ki ponujajo poceni izdelke in se nam zdi, kako smo fajn skozi prišli, ampak ko ta evro plus 2 evra plus 3 evre plus 4 evre seštejemo, običajno ni več majhen znesek. Se pravi, koliko kontrole dejansko imamo. Koliko kontrole nad izdatki, ki so včasih mogoče nepotrebni, prijetni, pa mogoče z tega vidika potrebni. In koliko mogoče nimamo discipline. Nekateri ste zelo skrbni, zelo dobro veste, tukaj zdaj položnice, pa to in tale znesek, če ostane, grem na kofe, grem na pijačo, grem v kino, zapravim za nekaj, kar res ne rabim, zato da sebe malo pocrklam. Nekateri pa ravnajo ravno obratno.
obratno, a ne, gre pa najbolj za tisto, kar najprej za tisto, kar ne rabim, in potem čisto na koncu skupaj sestavljamo za položnice. Torej, dragi moji ljudje, smo si različni, prav pa je, da preden se leto 2025 konča, da pregledate, kje vam energija odteka, kam mogoče vlagate denar, pa se niti ne zavedate, kako zelo veliko se to potem tekom leta nabere, se pravi, naredite neko tako bilanco poslovanja vašega gospodinjstva, vaših osebnih izdatkov in tako naprej, raznih naročnin, tega, onega, tretjega. Kaj je tisto, kar je za vas dragoceno in je doprinos? Če tudi se to mogoče nekomu zdi kot neumnost, kot nepotrebno, če vas bogati in na nek način polni, potem je prav, da ostane. Če pa ste ugotovili, da so te stvari tekom časa postale prazne, več niso to, kar so bile, potem pa potegnite črto. Kajti pravzaprav to je osnova biznisa, če smo iskreni. Na eni strani so stroški, na drugi strani so prilivi. In potem gledamo, kaj deluje in kaj ne. Zato pa imamo potrošniki moč v naših rokah. Ja, poglejte, dragi moji, če ne bi bilo tako zelo veliko zanimanja za veganske izdelke, jih ne bi bilo. Jaz, ko sem odraščala, noben bog ni vprašal, a tukaj so jajca, a to je meso, a tukaj so živalski izdelki. Jaz, ko sem bila majhna, noben ni govoril o marsičem, kar pravzaprav v resnici bogati naše življenje. Jaz kot nekdo s celiakijo sem hvaležna, da smo jo našli. Moj oče ni imel te sreče. Torej, kaj je tisto, kar je v vašem življenju ključnega pomena in je za vas pomembno, čustveno, zdravstveno, mentalno itd., da se tega nekako znebite, izogibate, torej tudi, če gledamo proizvodnjo zobotrebcev, ne vem zakaj zobotrebcev. Če imamo mi proizvodnjo zobotrebcev, potem neke mašine, ki so primerne za obdelavo kovinskih surovin, za nas ne bodo v redu. Mogoče v določeni seriji zobotrebcev, ki so bili mogoče ali večji ali drugačni, nam je to prav prišlo, ampak zdaj tega več ne delamo in imamo tam eno mašino, ki jo je treba negovati, servisirati, pucati in tako naprej, in nam je ratala strošek in tam visi in pač tako, no. Kaj v vašem življenju tam visi, bom zdaj po domače povedala, pa še vedno temu namenjate denar, pozornost. Ena taka velika čistka je tukaj. A veste, 2025 in 2026 nas bo zelo glancalo. Se pravi, včasih v življenju je treba stvari tudi mogoče pogledati z drugega zornega kota in resnično dolgoročno ocenjevati. Se pravi, katere vaše odločitve, izbire, odnosi, navade, projekti vam prinašajo nekaj dobrega in kaj ne. In videli boste, da velikokrat tudi, ko dobimo nazaj to energijo, ko se mogoče nehamo družiti z osebami, ki so zelo negativne in malo več časa preživimo z osebami, ki so pozitivne, ki so vedno nekako pozitivno nastrojane in tudi, če imajo slab dan, še vedno verjamejo, da je življenje lepo, boste videli, da bo tudi vaša kreativa, vaša motiviranost, vaša, bom rekla, tudi odločnost, da v življenju vendarle si zaslužimo nekaj več, večja. Se pravi, obdajte se z osebami, ki vas krepijo. Dajmo reči takole, 2027 bo čisto drugačno leto, se bomo z osebami, ki nas šibijo, s toksičnimi odnosi ukvarjali takrat, kajti že takrat nas bo tudi samo življenje v te vloge postavilo. Jaz pa verjamem, da vi že komaj čakate, da začnemo tole računati, tako da kar pejmo. Prvo, kar bomo gledali, je seštevek našega rojstnega datuma, smo rekli. Število življenjske poti nam pove, v čemu smo dobri. Leto novih začetkov bo seveda naše darove postavilo v ospredje in nas bo vprašalo, ejla stari, a ti to še zmeraj znaš, si malo pozabil, ne znaš, se mogoče rabiš še malo naučiti? In druga stvar, ki se bomo pogledali, je vaše osebno numerološko leto, torej sešteli boste vaš dan rojstva, plus mesec rojstva, plus leto 2026, malo vam bom pomagala golfati. 2026 je 1, se pravi, boste sešteli vaš dan rojstva, plus mesec rojstva, plus 1. V mojem primeru je to recimo 12 plus 8 plus 1, se pravi, ko to do konca seštevam, dobim 3. Seveda si vstavite video, v miru zračunajte zase, za svoje drage in potem jaz predlagam, da kar krenemo na pot. Torej, enka. Tisti, ki imate število življenjske poti 1, ste osebe, ki ste prodorne, ki iščete napredek, ki nekako imate svojo lastno pamet.
Če imate veliko enk v svojem izračunu, to zdaj ne bomo mogli tukaj pogledati, pomeni, da znate biti včasih impulzivni. Za vas je naslednje leto zelo pomembno, da izbirate tisto, kar vi čutite, da je vaše. Se pravi, neko pretirano prilagajanje, neko pretirano sodelovanje se ne bo dobro končalo, če ne boste imeli občutka, da doprinašate nekaj vašega, svojega in če ne boste imeli občutka, da stopate po svoji poti. So ljudje, ki seveda sebe žrtvujejo, ki sebe podrejajo, so ljudje, ki mogoče so vodljivi, rabijo navodila, nimajo te iniciative, nimajo te vizije, kot jo imate vi. Seveda tisti ljudje se v tovrstni energiji ne bodo počutili dobro. In obdani s takimi ljudmi se tudi vi letos ne boste počutili dobro. Se pravi, poslušati sebe, poslušati tisto svojo prvinsko vizijo, ki ste jo mogoče imeli že kot otrok. Zelo podobno bom povedala za vse tiste, ki pa stopate v leto 1. Življenje bo od vas pričakovalo neodvisnost. Življenje bo od vas pričakovalo, da vi odločate, vi izbirate. Če to pomeni, da si želite več družbe, ok. Če to pomeni, da si želite več navodil, ker ste morda pasivna oseba, ker ste morda utrujeni, ker imate mogoče fokus nekje drugje, ok. Vse, kar je tisto, kar izvira iz vas, je ok, ključnega pomena pa je, da izvira iz vas. Osebno leto 1 vam prinaša nove začetke. Vam še prinaša nove začetke. Nove ljudi, nove priložnosti. Izbirajte tisto, kar vam daje občutek neodvisnosti, samostojnosti in vas. Se pravi, uspeh vas čaka v povezavi s številom 1, tam, kjer ste vi vodja svojega življenja, vi vizionar, vi tisti, ki odločate, vi tisti, ki izbirate pač v sklopu danih možnosti, ki jih imate. 2. Tisti, ki imate število življenjske poti, 2 ste osebe, ki ste izvrsten sodelavec. Z vami je res lepo sodelovati, znate prisluhniti drugi osebi, znate razumeti, znate se poglobiti v svojega človeka. Jaz bi vas vprašala, ali izrazite svoje mnenje, kadar se ne strinjate, ali kar malo počakate, kaj bo sogovornik rekel, v kateri smeri bo šlo, kajti veste, življenje bo reklo, kaj bi vi radi. Pokažite mi, da resno mislite. Se pravi, ne glede na to, da znate biti zelo strpni, zelo potrpežljivi, zelo razumevajoči, zelo razumete drugo plat zgodbe, je prav, da živite svojo plat zgodbe. Se pravi, sebe sprašujte, kaj vi mislite, česa si vi želite in kako boste v povezavi z drugimi, ker ste bitje bližine, ker ste bitje povezav, bitje prijateljstva, partnerstva, odnosov. Kako boste to dosegli? Kateri so pravi ljudje, s katerimi boste to dosegli? Ki mogoče boste vi zelo podprli in oni vas nazaj. Podobno seveda velja tudi, če stopate v leto 2. Življenje vam bo prineslo osebe, ki vam bodo pokazali drugo plat zgodbe. Predvsem tisti, ki smo bili 2025, v tem letu smo bili deležni tega, 2026 bo reklo, poglej, tole ti nisi, kako si lahko to, kar želiš. Se pravi, ena faza bo osebe, situacije, izzivi, ki ne bodo vam podobni, ki vam bodo prinesli vpogled v drugo plat zgodbe. Druga faza pa bo osebe, ki vas bodo podprle. Se pravi, za vse, ki stopate v leto 2, bo to leto odnosov, v kateri bo življenje v 2026 reklo, koga ti izbiraš, komu ti dovoliš, da ti pamet soli, komu ti dovoliš, da vpliva na te tako zelo, da si zdaj mogoče ful slabe volje, komu ti dovoliš, da te polni. Se pravi, koga? Tukaj zdaj govorimo o osebah, o odnosih, dopuščate in izbirate v svojem življenju. Če boste izbirali dobro, bo uspeh vas pričakal z odprtimi rokami. No, 3. Tisti, ki imate število življenjske poti 3, absolutno osebe bujne domišljije, kreative, odprtega uma, bom rekla optimisti, razen kadar se res tista lučka na koncu tunela ugasne, takrat pa je potem totalna tema in potem je vse ne in nič se ne da. Leto 2026 bo za vas zelo pomembno v smeri ravno izbiranja plusa. Namerno iščite pozitivne potrditve. Vsem se nam kdaj zgodi kaj slabega, vsem nam kdaj kaj ne uspe. To ni pokazatelj vas. Še eno posebno opozorilo, glede na to, da bo leto osredotočeno na odnose, super je, da vidite potencial v ljudeh. Super je, da vidite, kje je kdo talentiran. To ne pomeni, da bodo te osebe dejansko to tudi dosegale. In to ne pomeni, da je z vami nekaj narobe, to ne pomeni, da ste vi naivni, to pomeni, da ste videli potencial. Zdaj pa iščite potencial v sebi in ga projecirajte na svojo okolico, da bi vas vam podobni pravzaprav sploh lahko našli.
Podobno velja za tiste, ki greste v leto 3. Bolj ko boste vi sijali na način, ki je vam unikaten, prej vas bodo osebe, ki so vam podobne, našle. 3 je leto sreče, izražanja notranjega otroka, kreative, plodno leto, drage moje punce, če ne bi rade zibale, pazite. Leto, v katerem smo lahko na frišno, na polno zaljubljeni, predvsem pa leto, ko kreiramo. Se pravi, biti zelo pozorni, čemu v resnici namenjamo svoje misli, svojo energijo, se pravi, kakšne članke prebirate, kjer oddaje gledate, kakšne filme spremljate, katere zgodbe so vas tako zelo prevzele, da jih kar malo jemljete nase. Torej, zelo pomembno je, da je vaša domišljija usmerjena v plus, da verjamete, da vas veliko lepega čaka, da poslušate svojega notranjega otroka in da ga objamete takrat, kadar bo kakšen tak trenutek ranljivosti ali čustvenosti, tako kot ste vi potrebovali, da bi vas objeli, ko ste bili stari 3 leta. 4. Osebe številne življenjske poti 4 ste osebe rutine. Vas je še posebno rukalo v letu 2025, si mislim, saj ste osebe, ki rade vztrajate včasih predolgo časa tam, kjer so se stvari že dokončale, ki bi jih že zdavni mogli pokopati, ki več niso vaše, mogoče z občutkom dolžnosti, mogoče z občutka krivde. Torej, leto 2026 vas bo želelo zbezati ven iz tovrstnega razmišljanja. Se pravi, kdaj sami sebe nimate niti toliko radi, da bi se vprašali, kje, kdaj, kako se počutite varni in kje vztrajate v resnici, zato ker ste navajeni in vam ta predvidljivost daje lažen občutek varnosti. Tisti, ki greste v leto 4, podobno vprašanje. Kaj je tisto, kar znotraj vas, v vašem srčku, v vašem pleksusu, v vašem želodcu, zbuja občutek varnosti? Gradniki vašega življenja bodo v ospredju, seveda eden izmed največjih je zdravje, to ne pomeni, da prihaja bolezen, pomeni, da se lažje odločamo za bolj zdrav način življenja, lažje gradimo. Za vas so zelo pomembni projekti in odločitve, ki bodo dolgoročne. To pomeni, da verjetno v tem letu pravih rezultatov še ne bo. Spuščate korenine, sadite. Ko posadimo, ne vem, mačjo travo, tisti, ki imamo mucke, točno vemo, da moramo malo počakati, preden bodo te zelene bilke pokukale na plano. V tako leto greste. Odločite se tako, da bo za vas dobro čez 10-15 let. Se pravi, ne v tem trenutku, ne na podlagi impulza, ne na podlagi tega, kaj moji zadnji plati v tem trenutku paše. Se pravi, izbirati za leta, ki prihajajo. Tisti, ki imate 5, se pravi, število življenjske poti 5 stopa v leto, ki bo zelo dinamično. Zelo pomembno je, da izbirate na način, ki je premišljen, se pravi, da se ustavite dovolj dolgo, da razmislite, kaj je za vas dobro, zdravo, zrelo. 5 namreč ste res svoboden vetrček, ki ga vsi potrebujemo zato, da pridemo ven iz tistih naših jam, omejitev in prepričanj, ki nas vlečejo nazaj. Za vas pa je pomembno, da to uporabite, ko postavljate cilje in da potem vseeno vklopite pa tudi potrebno vztrajnost. Jaz bom tako rekla, z vsem spoštovanjem do zakona privlačnosti, nekatere stvari res ne grejo takole na hop. A ni še vsak dojenček je rabil 9 mesecev, da se je rodil, pa da je bilo v redu. Torej, ne prehitevati, dajte dojenčku, vašim projektom, vašim odločitvam čas, da se ustalijo in izbirajte tako, kot bi za dojenčka. Dobro. Če greste v leto 5, hitre nenadne spremembe, vas gre resnično resno za opozoriti. Osebe, situacije, priložnosti, dogovori, vse novo, kar stopa v vaše življenje, se bo po vsej verjetnosti izkazalo za drugačno, kot se je na prvo žogo, prvi pogled zdelo. To ne pomeni, da so vse osebe prevaranti, lažnivci, ki stopajo v vaše življenje, to ne pomeni, da se bodo vse okoliščine tako spremenile, da bo, ne vem, banka se kar sesula, preden vam bodo dali kredit. To pomeni, da biti previdni, predvsem v prvi polovici tega leta, tja nekje do septembra, raziskovati, potrditi stvari, razmisliti, preveriti, ničesar ne verjeti na prvo besedo, torej biti malo sumničavi, definitivno super leto za potovanja, zato da pridete ven iz svojih lastnih omejitev, iz nekih občutkov krivde, dolžnosti, ki vas zavirajo in ki pravzaprav v resnici ne veljajo več.
Šestice, drage moje šestice, za vas je bilo zadnjih 15 let napornih. Naslednje leto, tisti, ki imate število življenjske poti 6, se vam obeta čas, v katerem bo življenje reklo, ali znaš sebe objeti, ali znaš za sebe poskrbeti, brez da bi imel občutek krivde, brez da bi druge postavljal na prvo mesto in brez da bi ljubezen na nek način dojemal, definiral oziroma definirala kot žrtvovanje. Se pravi to, da vedno postavljamo druge na prvo mesto, njihovo srečo, da sebe prilagajamo, podrejamo in izničujemo s tem, je le korak stran od tega, da sebe zaničujemo. Se pravi, to bo tak velik bav leta 2026. Prav je, da prisluhnete sebi, prav je, da imate radi sebe, sicer pa leto izpolnjeno s čustvi, ljubeznijo, možna je tudi romantika, poroka, zaroka, otroček. Kar velja popolnoma enako za tiste, ki stopate v leto 6, se pravi ljubezen, romantika, dom, odnosi, lastna dragocenost. Kako vi sebe pozicionirate v odnosu z drugimi. Šestico definitivno povezujemo s poroko, zaroko, nosečnostjo, takimi lepimi družinskimi zadevami, kot pa tudi z ločitvijo. Se pravi, pripravite se na to, da tisti odnosi, ki so recimo že odslužili svoj namen, kjer pa resnično ni več neke lepe, ljubeče perspektive, to ne bo več šlo pometati pod predpražnik. Verjamem, da lansko leto je bilo za vas kar razgibano, da je bilo veliko potrebe po svobodi, po drugačnosti, po tem, da lahko dihate. In letos, če ne boste v pravih odnosih, naj gre za sosedske, prijateljske, partnerske, katerekoli odnose, če ne dihate znotraj njih, bo začelo pospešeno pokati po šivih. Ste v obdobju, ko je prav, da izbirate za sebe tako, kot bi si želeli, da bi si vaši otroci izbirali zase. In še sedmice. Tisti, ki imate število življenjske poti 7, po eni strani resnobno leto, po drugi strani se vam bodo odpirali možgani, kar po domače bom rekla, ogromno novih informacij, novih znanj, nove radovednosti, potrebe, mogoče tudi po razvoju, po drugačnem znanju, po dodatni izobrazbi, po drugačni izobrazbi, definitivno pa obdobje, v katerem se bo od vas pričakovalo, da svoje znanje tudi delite. Pravi, drage sedmice, rojeni učitelji ste, rojeni piflarji ste, kajti resnično znate biti zelo v podrobnosti usmerjeni. 2026 bo reklo, raziščite svojo podzavest. Kaj se v vaši podzavesti skriva takega, kar vam govori, da niste dovolj dobri? 2026 bo leto, v katerem boste resnično ta perfekcionizem, h kateremu ste nagnjeni, lahko umirili. Tisti, ki stopate v leto 7, pa prihaja leto, v katerem bo življenje reklo, a tole ti lahko kaj boljš narediš mogoče? Torej leto, v katerem se boste lažje učili, lažje fokusirali na podrobnosti, lažje osredotočali, pa tudi lažje razumeli določene malo bolj čustvene stvari, ki so se dogajali leta 2025, se pravi nek racionalen, razumski epilog se vam obeta, super čas za učenje, za študij, za vse povezanega z duhovno rastjo, z osebnostno rastjo, z akademskim učenjem, z misticizmom, z raziskovanjem vaše resnice. Malo več odmika boste potrebovali, pomembno je, da svoji okolici znate povedati, da rabite svoj mir mogoče sem ter tja, da mogoče samo razmišljate, da nič ni narobe, ampak da rabite nek svoj odmik. Absolutno čas, v katerem pejte v naravo, objemite drevo, poslušajte svojo podzavest, tisti svoj notranji občutek, kaj vam šepeta. Osmice. Število življenjske poti 8 stopa v plodno, produktivno obdobje. Enka je tista, ki nam je zelo na kožo pisana, se pravi nove ideje, preboji, prebliski, napredek, ne glede na to, kaj počnete. Glede, čisto vse eno je. Lahko gledamo delo snažilke, ki pometa z unim močotom, ali pa ima nekaj malo bolj moderniziranega. Kako lahko svoje delo, ne glede na to, ali ste snažilka, umetnik, kirurg, ne briga me kdo ali kaj ste, kako lahko greste stopničko višje, kako lahko napredujete, kako ste lahko bolj suvereni v tem, kdor ste, kako ste lahko bolj vi, pravzaprav vi. Osmice ste tiste, ki pravzaprav potegnete za seboj svojim zgledom, torej zavedajte se, da marsikomu vlivate pogum, inspiracijo, dajete ta zagon, dajete več podjetnosti. V letošnjem letu bo zelo pomembno, da boste to dajali tudi sami sebi. Se pravi, kam točno, drage moje osemke, želite priti?
In to je tudi moje vprašanje vam vsem, ki stopate v osebno leto 8, kam želite priti. Kombinacija leta 1 in leta 8 v vašem primeru je zelo močna, zelo hitro boste manifestirali to, kar boste pomislili, bo vesolje reklo: izvoli, hitrejši sem, kavolt. Torej, kaj je tisto, kar res želite in kaj je tisto, kar res komunicirate? Velikokrat si mislimo, da želimo eno stvar, povemo 3 afirmacije na dan in potem tekom celega dneva, cele noči razmišljamo, kako je to nemogoče, kako smo nesposobni, kako smo to, kako smo ono. Torej, dragi moji, kaj s svojimi izbirami, besedami, gestami, odnosom do sebe, predvsem v resnici sporočate vesolju? Kajti, če vi nič ne date nase, potem, dragi moji, pardon, tudi vesolje in življenje ne bo dalo, kaj pride na vas. Pravi, dokažite in stojte za svojimi besedami, vztrajajte pri svojih odločitvah, absolutno jih postavite totalno previsoko. In še 9. Osebe s številom življenjske poti 9 stopate v obdobje, kjer resnično se bo od vas pričakovalo, da ste samostojni. 9 zelo redko gledate nase, 9 ste tiste, ki gledate na druge, ki ste po vsej verjetnosti v življenju zelo kmalu tudi čustveno dozorele, ki zelo razumete sočutje, zelo razumete, kako zelo smo povezani na svetu. Se pravi, kako ste lahko vi tisti ključen delček, ne glede na to, kdo ali kaj ste v tem trenutku. Ste pomemben delček v mozaiku sveta. Kako lahko vi sebe še bolj izobrazite, bolj okrepite, ste še bolj zdravi, boljši fizični pripravljenosti in tako še boljši delec celote. Kako lahko poskrbite za tiste dele življenja, na katere mogoče niste veliko polagali v zadnjih letih. Absolutno ciljam na zdravje, ciljam tudi na razum in na racijo, kako lahko dobesedno detoksificirate svoje misli in svojo podzavest. Tisti, ki stopate v leto 9, stopate v obdobje zaključevanja, za vas bo turbulentno leto, ne se ustrašiti, ampak vam se resnično obetajo situacije, v kateri bo takole konec in takole začetek. Za nekatere je to recimo lahko odpoved v službi, ki jih postavi na njihovo pravo karierno pot, poslovno pot poslanstva. Za nekatere bodo to odnosi, ki bodo kar naenkrat šli stran, pa se bodo drugi ljudje prikazali. Za mnoge bo to leto preobrazbe, preobratov, bi kar naredila en live na koncu leta in vas vprašala, kje ste bili in kam ste prišli. Torej, ključnega pomena je, da se ničesar ne oklepate. Zavedajte se, da neke stvari, ki bodo mogoče izvenele letos, bodo morda prišle nazaj. Nekatere osebe, s katerimi več ne boste na isti valovni, bodo morda prišle na vaš nivo, ampak potrebujejo svoj čas. Se pravi, raziskujete novo, spuščate staro, če se staro ponavlja, dobro razmislite, ali ga je vredno ohraniti. Za vse nas bo leto 2026 reči, da bo zanimivo, je understatement. Jaz bi vam tukaj z veseljem pomagala, pridite k meni na 6-minutno, pa ne 30-minutno svetovanje v letu 2026. Na voljo vam je moj vodnik, 69 strani afirmacij, meditacij, vprašanj, napovedi za vsak mesec posebej. Vse to lahko podarite tudi v obliki darilnega bona. Jaz mislim, da končno vidimo, kako zelo je numerologija uporabna, kako zelo je fajn, da jo imamo pri roki, ob roki, v roki. Torej, dragi moji, naj bo 2026 res čas, v katerem prisluhnemo sebi, gremo naprej in predvsem živimo sebe.